Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Že kar nekajkrat sem morala spremeniti svojo vizualizacijsko tablo, ker to življenje se ti kar uresničijo stvari. In ta tehnika, ta metoda je vsekakor tista, ki deluje, in to vam lahko povem iz prve roke. Danes boste ugotovili, kako, na kakšen način lahko uporabite moč vizualizacije na pravilen način, kajti to ni le neko strmljenje v tablo, pa neko ponavljanje in podobno, ampak se skrivnost skriva nekje drugje. Danes boste spoznali, kje, govorili bomo o tem, in v moji družbi pozdravljam Romano Pogorevčnik, numerologinjo in astrologinjo, Špelo Kersnik, magistro psihologije, in Petro Cvek, specializantko realitetne psihoterapije. Pozdravljeni, dobrodošli. Zdaj imate vse vizualizacijske table tudi doma? Ja. Jaz sem prebrala, da če jo daš na WC, medtem ko upravljaš svoje te zadeve, da še bolj lahko pride ta zadeva, da takrat smo ultra sproščeni in oglaševalci to vedo, zato tudi recimo v nakupovalnih centrih dajajo te table z reklamami ravno pri WC-ju, sploh pri ženskih WC-jih. Tako da jaz sem si tudi dala doma oglasno svojo tablo. Je brala katera tudi o tem? Jaz ne. Ok, pa moramo malo zapiske primerjati. Za sam začetek vizualizacija kot taka, kako jo ponavadi napačno razumemo? Kaj vizualizacija ni, pa mislimo, da je? Ja, pravzaprav mi vsi vizualiziramo. Karkoli vizualiziramo. Recimo, vizualiziramo lahko tisto, kar si resnično želimo, vizualiziramo pa največkrat tisto, česar si pa mi ne želimo. In to samo zaradi tega, ker mi vsi ljudje imamo ogromno želja. Vse bi bilo dobro, da bi jih imeli čim manj, ampak vsi si želimo biti srečni, biti zdravi, biti ljubljeni in tako naprej. Ampak potem začnemo počasi dvomiti v to. In ko začnemo mi dvomiti, pa dosežemo kontraučinek. In takrat ne dobimo zdravja, ne dobimo princa na belem konju, ne dobimo lepih harmoničnih odnosov, ne dobimo tiste želene službe, ampak smo še vedno brez službe, ne dobimo bogatstva, ampak smo še vedno s kupom položnic, neplačanih položnic v predalu. Tako da takrat, kadar mi začnemo dvomiti v to, da se nam bo želja resnično izpolnila, takrat se uresniči tisto, česar si mi dejansko ne želimo. Pa lahko vizualiziramo ali na WC-ju, ali v dnevni sobi, ali v avtomobilu, kjerkoli, ker imamo lahko tisto miselno sliko pred očmi, ampak takrat smo potem pa razočarani. In ko smo razočarani, pa rečemo, vizualizacije ne delujejo, nič ne deluje. Ravno zaradi tega. In mi moramo biti prepričani v to. In kako priti do prepričanja, bomo sigurno danes tudi govorile. Ravno danes sem brala, da dejansko je del naših preživetvenih možganov, da mislimo bolj negativno v tem smislu pripravljenosti na nevarnost. In da je to povsem normalno, da se pojavljajo negativne misli in vse ostalo, ampak da se od živali razlikujemo ravno potem, ker mi to lahko se naučimo, da odreagiramo drugače. Se pravi, tudi negativni ljudje, tisti, ki vedno pomislijo najprej na slabo in podobno, si lahko pomagajo z vizualizacijskimi zadevami, tehnikami? Jaz mislim, da ja. Je pa res, tako kot si rekla, mi smo naravnani na to, da nekako opazujemo okolje in smo pripravljeni na nevarnosti, zato da se zaščitimo, da preživimo. Mislim, strah in ta pozornost, ki jo dajemo na zunanje zadeve, se mi zdi, da je res čist, ne vem, v naših genih, v funkciji preživetja. In gre v bistvu samo za to, trening je to. Da s treningom v bistvu, da se jaz zavem, tudi če imam misel, ok, nekaj se bo zgodilo, ne vem, slabega ali karkoli, da se tega zavem, in potem razmišljam, ok, ampak lahko bo pa tudi nekaj lepega. Kje pa piše, da bo nujno slabo? Ne pa, da grem poglabljati potem to misel. Se pravi, to je ozaveščanje, dobesedno. Tako. To je ozaveščanje. Kaj pa to, ko pravijo, da možgani itak ne razumejo besede ne, oziroma da pač slika je slika in to, kako bi lahko to razložila?
Ja, naši možgani ne razlikujejo, v bistvu res ne razumejo besede ne, a ne. In ko mi rečemo, da nečesa ne želimo, ravno to pride. Je pa tako, da v bistvu naši možgani so res narejeni tako, da nas skušajo vedno zaščititi, a ne. Ampak potem moramo mi ločiti med tem, a je to nek iracionalni strah, ki potem žene v tesnobo, ali pa to nek realen strah, ki pač nas res spodbuja, da zbežimo od nevarnosti, a ne. Meni so bile zanimive te študije, ki so v bistvu kazale na to, da ko si je tekač pred tekmo vizualiziral progo in šel čez, ker se je dejansko pripravljal na to tekmo, da je njegovo telo na fizični ravni odreagiralo. Kako gleda na to psihologija, psihoterapija? Vse tukaj, mislim, a so to take alternativne zadeve ali je to tudi že del znanosti, katera mi bo povedala? To je že znanost, ja. V bistvu so že raziskovali v znanosti, da pravzaprav se bi v možganih naj aktivirale čisto iste povezave, kot pa se aktivirajo, ko mi neko stvar resnično izvajamo. Se pravi, takrat, ko samo mislimo na njo ali pa takrat, ko jo izvajamo. Spomnim se, ko sem brala eno raziskavo, kjer so primerjali potem izsledke tega, kaj se je zgodilo v nekih mišicah na prstih in so imeli eno skupino, kjer je dejansko izvajala vaje, druga skupina pa si je to samo predstavljala in so na koncu ugotovili, da se je v bistvu mišična moč povečala pri tistih, ki so dejansko izvajali za 53%, pri tistih, ki so si pa samo to predstavljali, pa za kar 35%. Wow, to je veliko. Se pravi, jaz bom sedela, pila svoj čajček in razmišljala o tem, da laufam, da tečem in bom dejansko imela vsaj nekaj teh benefitov? Vsaj nekaj, moramo pa vedeti, da vseeno to ni isto. Je pa seveda zelo dobrodošlo kot pomoč, zato ker se potem hitreje vzpostavijo tudi te nevronske povezave v možganih, ki nam pač pomagajo, da hitreje tudi izvedemo neko akcijo. Pa pol grem še po tuš, pa bo to isto. Okay, se pravi, naši možgani delujejo na takšen način, da jih lahko sprogramiramo potem takem. Ja, ampak tukaj ne gre samo za možgane. Zato, ker pri vizualizaciji seveda pridajo najprej misli, ki nam povedo, kakšne so naše želje. Ampak vemo pa, da želja se tudi ne pojavi kar tako, ker to nam jo je poslala prasila, ker nam je pokazala s to željo, kaj nam bo v prihodnosti poklonila. In zdaj, jaz lahko razmišljam, tole bom dobila, super. In gledam lahko tudi sliko. Bomo kar rekli, gremo na Bahame plavati z delfini. Ok, zdaj pa kaj delamo? Tako, jaz sem dobila željo, grem na Bahame, bom plavala z delfini. Super, wow, začutim tisto vzhičenost, tisto srečo, ko si rečem, to me čaka, to bom šla. Začnem malo raziskovati tudi o Bahamih, potem si sprintam lahko tudi kakšno slikco Bahamov, lahko tudi naredim eno tako slikco, kjer sem jaz med delfini in potem si jaz to nalepim. Lahko na list, lahko v zvezek, lahko si dam gor na tablo. Ker če imamo mi tablo v sobi, kamor prihaja veliko ljudi, nam bo to zmešalo energije. In je boljše, da samo mi to gledamo, ne pa še drugi ljudje. No in potem si jaz dam to slikco tukaj na list papirja. In lahko napišem pot do skritega zaklada. In zdaj, da se še jaz samo povrnem nazaj. Jaz sem leta tam 92. Nisem vedela za to, ampak jaz sem gledala eno revijo s pohištvom. Si zrežem ven slikco kuhinje. Wow, tako kuhno si je želim. Potem si zrežem sliko spalnice. Takšno spalnico si je želim. Ampak jaz sem imela te dve slikci samo v denarnici. Vsake toliko časa sem jo pogledala in sem začutila tisto srečo. Wow, tole imam. Nisem vedela, kaj delam. Ampak jaz sem to dobila v roku leta in pol. Pa še lepše, kot je bilo na sliki. In zdaj, ko si jaz dam to tukaj na papir in ko si jaz napišem spodaj, imam krasno, oziroma sem na krasnem potovanju na Bahamih, plavam z delfini in tako naprej. Vse opišem, natančno opišem. Mi smo se že prej pogovarjale,
A ne, da ravno v detajlih je tisti catch, ko včasih nekaj pozabimo napisati. Mi moramo to vse dobro razdelati, ampak jaz tukaj vse naredim v sedanjem času, ker je vse zdaj. Ker je vse zdaj. Ja. Ampak tukaj je vprašanje. Misli, besede, zapisana beseda, slika. Ali je to tako, da pri vsakem drugače deluje? Ker recimo jaz sem sama pri sebi opazila, da mi besede, če zapišem neke besede, da mi ne vibrira tukaj, kakor mi je močno, če imam dejansko sliko. A možgani kaj preferirajo v tem smislu, na kaj bojo bolj delovali, na kaj se bojo bolj odzvali? Ali je to beseda, slika, zvok, ali je to ne vem, odvisno od tega, kateri zaznavni kanal imamo boljši? Jaz mislim, da je to odvisno od tega, kateri tip človeka smo. Smo auditivni in nam je bolj ta beseda ali pisana, oziroma še bolj, če jo slišimo, ali vizualni, ker nam je to, ne, da vidim jaz neke predstave, podobe in tako. Od tega jaz mislim, da je odvisno. Ampak se večina ljudi je vizualcev, ne? Večina je vizualcev, čeprav večinoma smo tudi kombinacija. Ali smo zraven še kinestet, ali zraven še auditivc, odvisno pač od tega, kot sem prej rekla, kateri ta tip nam je bližji oziroma skozi kateri kanal največ informacij sprejmemo. Je pa res, da jaz vedno poudarjam tukaj tudi občutke. A ne? Tako kot je Romana rekla, jaz občutim to srečo. Jaz ne vem, lahko občutim tudi mokroto morja, ali kako naj se izrazim, tisto toploto morja, ko že plavam z delfini, če vzamem ta primer. Ker se mi zdi, da dostikrat na te občutke pozabljamo in tukaj si lahko pomagamo. Meni je zelo blizu tehnika krog odličnosti iz nevrolingvističnega programiranja. Ko dejansko se vživljaš, torej, če jaz želim imeti občutek, ne vem, sreče ali pa, ne vem, svobode ali samozavesti, bilo kjer občutek, v preteklosti smo se že tako počutili. Vrnem se v preteklost, v tisti občutek in sidram ta občutek v svoje telo. Torej, ko jaz, ne vem, mogoče pomislim samo na delfine, bom že začutila tisto. Prav čutiš, kako te preplavi ta občutek, kako preplavi cel tvoj telo. In to se mi zdi, da ljudje dostikrat pozabljajo pri vizualizaciji. Tako kot si rekla na začetku, to ni, da jaz zrem potem v tisto slikico. Jaz moram to občutiti, kot da sem v tem trenutku že zdaj. In eno stvar bi mogoče samo dodala, ne, zakaj se strinjam s tem, da ni fajn, da to tablo vidijo vsi. Ker nekaj, kar je zame realno, za nekoga drugega ne bo. In če pride in potem začne razlagati, kako si pa ti to predstavljaš, ki pa to ni realno, ne. A sem toliko močna, da vztrajam v tej svoji vibraciji, ali me malo potegne v tisto vibracijo, oziroma se pustim potegniti, pa se pol spet moram vrniti. Tako da se mi zdi to tudi pomembno. Recimo, jaz sem si naredila, jaz si vzamem, nabavim si šeleshamer in gor naredim slike in te zadeve in si dam na notranjo stran omare, svoje omare. In dejansko zdaj nazadnje, kaj se je zgodilo, nisem dala veliko pozornosti na to, v smislu, da bi neka občutke ali pa ne vem kakorkoli. Ampak sem bila pa dosti realna sama s sabo v tem smislu, pa moram priznati, da določene zadeve sem jih začutila, da je to nekaj, kar mi pripada v tem smislu, pa nisem razmišljala, kako bom prišla do tega. Pa so zelo velike stvari se mi uresničile na zelo nenavaden način. Ali je pomembno, da vemo, kako bomo prišli do tega, da imamo razdeljen korak, ali v bistvu sam damo gor pa, naj se vesolje sestavi v to smer, kakor se ve ali zna. Ker pri meni je to neštetokrat tako delovalo. In jaz se potem smejem dejansko, kako se to zgodi, ker vesolje ima nerealno sposobnost domišljije, kako se določene zadeve zrealizirajo. Ja, zagotovo mislim, da je ravno tu največkrat težava, ko mi si tako zelo hočemo splanirati. Se je prav, da imamo cilje pa vse te stvari, ampak ko gre za neke take želje, kar se tiče vizualizacijske table, nas lahko vsa ta energija, ki jo potem preveč usmerjamo v to, kako bomo to dosegli, v bistvu vrne nazaj in nam preprečuje, da bomo sploh dosegli. Se pravi, željo moramo spustiti na nek način in dovoliti, da pride. Zagotovo ni dovolj, če samo zremo, kot smo že na začetku se pogovarjali, ampak gre za to, da si dovolimo, da opazimo stvari v življenju, ki nam jih življenje ponuja. Ves čas nas pravzaprav življenje preizkuša, ali to bi ali ne bi, in če mi ne zagrabimo tiste priložnosti. Zdaj, če si jaz želim biti, ne vem, recimo nek uspešni podjetnik, ne bo dovolj, da
da si dam sliko uspešnega podjetnika na vizijsko tablo, a ne. Zagotovo bom morala kaj v tej smeri tudi narediti, a ne. Ne morem se potem samo skrivati doma. In to ne pomeni seveda, da se vse na ta način hitro zgodi. Je pa res, da pač moramo potem grabiti tiste priložnosti in na koncu se ta sestavljanka zagotovo sestavi. Okay. Ja, velike teh zadev. Zdaj v oddaji smo že govorili tudi o tem, kako si postavljati cilje, tudi s pomočjo neurolingvističnega programiranja in tega pravila SMARTER. Ali pri vizualizacijski tabli, ki si jo delamo, moramo tudi kaj časovno določiti, moramo upoštevati iste te parametre v tem smislu, ali dejansko samo gledamo, katera slika meni zavibrira, da mi dogaja in si jo damo gor. Ker jaz priznam, jaz delam tako. Pač vidim, da mi nekaj ful zavibrira, da mi je wow, prav, fajn mi je, ko pogledam to sliko in druga ne razmišljam. Kakor da bi hotela samo to vibracijo dati v svoje polje in potem se zmanifestira. Jaz mislim, da tu lahko naredimo kombinacijo. Ko jaz delam vizijsko tablo, ne rabim tja dajati nekih časovnih okvirov, ker v resnici jaz ne vem čisto točno, kdaj je pravi čas, da nekaj pride do mene. Zaupaš v vesolje, da je v pravem času. Tako, ampak tako kot je Špela omenila, neke korake bo pa treba narediti, tam pa lahko jaz dam nek rok, to se pravi do takrat in takrat bom pa naredila to pa to. Torej, ko pride priložnost, da jo zagrabim in se tam potem samo omejim v narekovajih s tem, da si dam nek časovni rok. Mislim, jaz priznam, meni se na začetku zdela vizualizacijska tabla, pa te zadeve se mi je zdelo, pa kaj je to neko New Age sranje, mislim, odzemljeno, mislim, kar neki. Potem je pa dejansko mentor razložil, je rekel, lej, sej, ti ne rabiš iti v nobene globine tlele noter. To je pač fizika. Tako delujejo možgani, nimaš tle nobene zadeve. Dej si gor, nič te ne stane, have fun. Ja, ker mi moramo to sliko, naše želje, moramo videti. Z očmi jo gledamo, da potem pokažemo naši epifizi, kaj si mi želimo. Ker ona potem začne vibrirati. Ona potem sporoči univerzumu, kaj si jaz želim. Ampak res je, ne smemo samo gledati, moramo občutiti, kot da se je ta želja že izpolnila. Bom kasneje povedala, zakaj. Ampak mi moramo imeti fokus, vedno moramo imeti fokus na to svojo željo. Ker tja gre energija. Seveda, ker če jaz to pogledam samo enkrat na mesec, je premalo. Zato moramo večkrat pogledati. In ko pogledamo, občutimo to. To se mi je spomnilo, to imam. Ker to je tako, kot da smo mi v eni računalniški igrici. Na 10. stopni se nam tista želja izpolni. Ampak mi, ko gremo iz stopnje 1 na stopnjo 2, na stopnjo 3, dobimo željo, ki se izpolni na stopnji 10. In potem gremo na stopnjo 4, čisto enostavno, na stopnjo 5, na stopnjo 6, ampak potem pa kar naenkrat mi ugotovimo, da se nam ta želja še ni izpolnila. Kaj pa zdaj? In potem začnemo dvomiti v to, ali se nam bo res izpolnila želja, ampak ta želja tukaj leže čaka, da se nam izpolni. Mi moramo samo do tja priti. Univerzum ve, kako bomo mi do tja prišli. In potem dvomimo. In bolj kot dvomimo, slabše je. Ostajamo na tej stopnji. V bistvu pršimo to energijo stran, ki bi mogla biti za manifestacijo. Ne moramo iti tja. In potem začnemo biti tudi jezni in začnemo tudi hoteti. In potem, ko hočemo, nikakor ne moremo priti do te želje tukaj le gor, čeprav nas čaka. In potem doživljamo veliko padcev, nekaj vzponov, nekaj padcev in potem končno enkrat le pridemo na stopnjo 7 in potem končno na stopnjo 8. Ampak takrat je za nas življenje že tako težko. Ampak ko pridemo pa na stopnjo 9, pa rečemo, ja, zdaj sem se pa jaz toliko naučila, zdaj imam pa toliko znanja, toliko izkušenj, zdaj pa končno vem, zdaj imam pa jaz tisto zavedanje, da se mi želja resnično lahko izpolni. In potem nas spusti gor univerzum na stopnjo 10 in se nam želja izpolni. Ok, veliko je teh stopenj. Ja, jaz ne vem, po kakej smeri grem, ampak pri meni recimo to zgleda nekako tako. Pa me zanima, če lahko to naredim še boljš. Jaz si to dam gor, zavibrira mi, kam je fajn, si to lepo naštimam, malo pogledam, ok, v redu, in pa pozabim na to.
V tem smislu, da se ne obremenjujem s tem, ne gledam vsak dan pa jaz si to ful hočem, jaz si to ful želim. Ja ne, zato ker je to zame kot v trgovino. Greš v spletno trgovino, naklikaš zadeve, pač veš, da boš dobil, veš, da bo pošta prišla. Ne? Kaj boš zdaj prosil vsak dan, da bo prišla, ne bo prišel. Zdaj si naročil, valjda, da bo prišel. In se v bistvu nekako ne ukvarjam več s tem, ampak se mi pa zdi, da je mogoče dobro, ker omaro od obleku vsak dan odpreš, vse dvakrat recimo. In se ti mogoče tudi to, ko ti v perifernem vidu, ti to vidiš, mislim, ne vem, meni se zdi, da deluje to tudi. Kaj vi mislite? Ja, v bistvu imamo v možganih tudi en tak retikularni aktivacijski sistem, ki je en tak prečiščevalec teh informacij, ki jih dobimo. Mi na dnevni bazi dobimo ogromno informacij in normalno je, da vseh ne moramo zaznati. Ja. In ravno ta sistem nam, ko prečiščuje te informacije in ko smo mi na ene stvari pozorni, recimo na stvari iz vizijske table, ko zazna, da so to podobne stvari skupaj, jih zato mi tudi več v svojem življenju opažamo. In zato potem mi tudi rečemo, da to privlačimo v svoje življenje. Ko si noseč, vidiš sam noseč. Ja, ali pa recimo, ko si izberemo nek avto, da ga bomo tik pred nakupom, potem vidimo kar naenkrat same tiste avte na cesti. Sicer pa na nje sploh nismo pozorni. In na ta način, zato pa tudi ni dobro, zdaj, če se omejujemo in je to ena taka čudovita prispodoba, spletno nakupovanje, da na ta način pristopimo k vizijski tabli, zato ker če se omejujemo z nekimi datumi, je čisto ok v smislu ciljev. Ampak dokler se mi ne omejujemo na tej ravni, da postajamo tesnobni, da ne živimo več v sedanjosti, pač pa živimo v prihodnosti. In ker se nam to ne dogaja, začnemo dvomiti, postanemo jezni in vsi ti občutki zagotovo niso ok za naše telo, in potem ne dobimo tistega, kar si želimo. Ampak ne vem, a se mogoče moti, meni se zdi, da si neki, mogoče imam narobe percepcijo tukaj. To, kar je Romana rekla, ja, moraš si to ful želeti, pa ful želeti, pa ful želeti. Meni se zdi, da to želenje po želenje, da dela kontra, da dela proti meni. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je to že na nek način pismo dvom, da zdaj se to nav zgodilo. Zato, ker moram jaz tudi to obnavljati. Kako to misliš? Tukaj moramo ločiti, kaj je želja, kaj pa hotenje. Ko si jaz nekaj želim, verjamem, zaupam. Ja. Jaz verjamem, da bo danes sonce zašlo in da bo jutri sonce všlo. To je tisto zaupanje. A verjameš ali veš? Verjamem. Verjamem, ker vem, je tukaj. Verjamem je pa s vsem mojim telesom, tudi srcem. To je tisto zaupanje. In če imam jaz zaupanje, super, tole se mi bo uresničilo, vesolje me bo vodilo in bom ukrepala na pravi način. Ne, da bom jaz doma na kavču sedela pa čakala, kdaj se mi bo želja uresničila. To ne. Ampak jaz samo željo imam in potem življenje verjamem in živim in se ne obremenjujem in si ne mečem sama polen pod noge. Ker če pa jaz podvomim, takrat se mi potem želja ne bo uresničila. Ja. Meni je bilo všeč tale knjiga, stara ka svet, ampak tako fajna Pravilo Lola. V bistvu dosti govori v tem smislu, on govori na nekem svojem primeru, ko je res si želel ženo in v bistvu še rekel, je on sprejel, ok, jaz sem samski in meni je cool, jaz bom zdaj užival life, ko sem samski. Evo pa nekam šel, pa se mu je zgodil, pa je spoznal ženo, Ali pa veliko žensk slišimo, hočejo zanositi, pa se trudijo, pa se mučijo, pa ne gre, pa rečejo, pač urejo, imela otrok v tem življenju, bam, pa se zgodi. To je ravno tista tesnoba, ki si jo povzročamo z vsemi temi mislimi, ko živimo preveč v prihodnosti in ne tukaj in zdaj, ne poslušamo sebe pa svojega telesa. Ampak to bi pomenilo, da je vizualizacijska tabla za nekatere prevelik pritisk. Mislim, da si lahko pritisk preveč naredijo iz tega. Zagotovo. Ni za vsakogar. Ne, jaz tudi mislim, da ne, ker če potem res non-stop, mislim, da na nek način rata že malo obseden s tem, ok, to zdaj more prijeti. To ni to. Mislim, da je ključna beseda tukaj zaupanje. Tako kot si rekla, poklikam v trgovini in jaz zaupam, da pride, jaz ne dvomim. Ne vem sicer, a bo jutri ali pojutrišnjem ali mogoče še dan zatem, ampak vem, zaupam, da pride. Naročeno. Tako, in to jaz mislim, da je ključno. Da se imamo fajn pri tem, Tako. Ne da si verjetno v unem krču, pismo zdaj pa to, pa zdaj mora biti, ker drugače bom kar umrl. Ker če si v krču, je tako, kot da plavaš proti toku. Plavaš, utrudiš se, pa nikamor ne prideš. Če pa plavaš s tokom, pa parkrat zamahneš, pa si na cilju.
A veste, kaj rečejo, če verjameš, ne, mislim, da moraš verjeti v to, da bo šlo. Ne? A si lahko naredi to tablo čisti zabave, sproščenosti, ne vem, z otrokom, magara, kakorkoli. Nekdo, ki v bistvu ne verjame v to, pa to naredi kot nek tak, ne vem, popoldanski hobi / eksperiment. Bo deloval? Jaz mislim, da ja. Po eni strani zaradi tega, ker bo neobremenjen. Ker on ne bo se pol s tem več ukvarjal, ampak tisto tablo bo naredil, fajn mu bo, verjetno bo ob tem, če bo, ne vem, to v igri ob otroku še sproščeno. Mislim, da obstaja velika verjetnost, da se mu bodo določene stvari kljub samo uresničile, kljub samo, da ne bo vse živega še ob tem zraven počel. Nenavezanost na rezultat, ne? Nenavezanost na rezultat. Tisti, ki ne verjamejo, v resnici lahko sprobajo, ker vsi to počnemo, zaradi tega, ker večinoma sicer v negativni smeri, ko si predstavljamo, ne vem, nekdo zamuja, pa imamo že najhujše katastrofizacije v glavi, kaj vse se lahko zgodi, Ta človek se je zarotil proti meni. Ja, ne. Ampak se ravno to, ne, naši možgani so hudo kreativni in mi jih, če jih lahko izkoristimo v svoj prid, pa v neko pozitivo, zakaj jih ne bi, ne škoda. Meni je bilo ful tako olajšanje v življenju, ko sem ugotovila, da pač je to preživetveni nagon, da ti zmeri pomisliš na najslabš, pa da gre, da pač se hoče življenje zaščititi samo pred sabo v tem smislu. In potem, ko te, ne vem, sosed ne pozdravi, si ne narediš iz tega, kaj si zdaj naredil, pa to, pa ta je res to, pa uno, pa tretje, da ti glava ne pobezla, ampak pač rečeš, ko pa vem jaz, kaj se z njemu dogaja, to nima veze z mano, in greš v bistvu naprej. Ja, če delujemo na takšen način, je to v redu. Marsikdo se pa potem ujame v to zanko in razmišlja, joj, sosed mi danes ni pozdravil, a je kaj jezen na mene. Ali pa druga varianta, recimo, Pa že kar maščevalni plan. Ja. In si že potem zamišljamo, Bog ve, kaj se bo zgodilo. Ljudje pa, ki imajo pa strahove, strahovi so pa tisti, ki so strašansko močni. In ko mi gledamo nek film, se lahko v tisti film tako živimo. In potem že kar pričakujemo, da bo tisti klovn za nami laufal z kakšno žago. Jaz ne razumem, mislim, tako ženske, zdaj med sabo, ko se pogovarjamo, jaz ne razumem ljudi, ki gledajo grozljivke. Zakaj? A ni dosti strahu na tem svetu? Ja. Zakaj? Mislim, zakaj folk gleda grozljivke? Po mojem, zaradi adrenalina. Jaz tudi mislim, da zato. Jaz sicer nisem fan grozljivk, no, ampak se mi zdi, da res ljudje rabijo mogoče ta adrenalin in ga na ta način dobijo. Čeprav Ali pa tisti, ki ga imajo že veliko v Tudi sebi, možno. da še potrebujejo potem Še dozo. dodatek. Ja. Pa ne vem, recimo, zdaj je dosti teh ženskih kanalov, ki je sama drama, sam kregajo se, sam prepirajo se. Recimo, ne vem, zadnjič je, mislim, da je bil Boris Venek, ki je bil tukaj in smo se pogovarjali in on je rekel, da je delo eksperiment, da po letih in letih nespremljanja poročil je spremljal poročila in je rekel, jaz sem zdaj že na taki duhovni ravni, da name to ne bo več vplivalo. In je ugotovil, da vseeno vpliva nanga. Se pravi, zmeraj, ko smo izpostavljeni eni zadevi, na eni ravni vpliva to na nas. Vedno vpliva. In to pomeni, da imamo odlično priložnost, da si izberemo, da imamo okrog sebe fajn zadeve, ki bojo fajn vplivale na nas. tako, Torej vizualizacijska tabla, pa smo spet tam. Ja, vizualizacijska tabla. Ne? Ali pa, da se tako programiramo, da zjutraj, ko vstanemo, preberemo nekaj pozitivnega, nekaj lepega. In potem opoldne znova. In potem zvečer, pred spanjem, znova preberemo tisti Dnevnih tekst. hvaležnosti. naprimer. Ja, lahko še tudi kakšne drugačne misli zraven. Ne? Tako da res damo veliko tistih dobrih, lepih, pozitivnih informacij vase. Jaz bi Ne sploh pa, da rekla, zaspimo z dnevnikom v Ja. glavi. Da zjutraj je najpomembnejši dan dneva. Ne? Kako se bomo zjutraj naravnali, bo potekel cel dan. In to tisti, ki ne verjamejo, lahko enostavno sprobajo. Vsi sami vemo, ne moramo mi, če smo naravnani negativno, pa če čutimo neko jezo, ne moramo mi pričakovati, da bodo pol ljudje okrog nas zelo prijazni, pa nam bodo ustregli. Ne? To enostavno ne gre, zato ker dobimo tisto, kar smo, ne? Na ta način. Wow.
Zanimivo, kako ste zaključili tale pogovor, krasno. Evo, na www.klepetobkavi.si lahko najdete kar nekaj paketkov, kar nekaj muštrov, kako lahko začnete svoj dan ali pa kako lahko svoj dan zaključite. Te rutine in ti rituali so namreč nadvse pomembni za to, da se skalibriramo na tisto, kar želimo in seveda, da tekmujemo z najpomembnejšo osebo v vašem življenju, to ste vi sami, da postajamo vsak dan boljša verzija sebe. Torej, tekmujete sami sabo z verzijo od včeraj, kako ste lahko danes boljši. Še kakšna informacija, kot smo rekli, na klepetobkavi.si, tam najdete tudi zapiske iz tega našega pogovora. Naredite svojo vizualizacijsko tablo, pa ne nam jo poslati, zaradi tega, ker jo morate gledati sam vi. Drugače pršite energijo.